Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v 6. oddaji Zdravje v naših rokah, ki jo pripravljamo na osrednji pomurski televiziji TV Ideja. Kot že veste, se v oddaji lotevamo različnih tematik, ki so vezane na skupno kmetijsko politiko in nov strateški načrt za programsko obdobje 2023-2027 se je začel izvajati 1. januarja, zato je prav, da ga v tokratni oddaji tudi predstavimo podrobneje. Skupna kmetijska politika se financira iz splošnega proračuna Evropske unije, zanjo pa je v programskem obdobju 2023-2027 bilo namenjenih slabih 344 milijard evrov, kar je trenutno 31% proračuna Evropske unije, kar predstavlja strošek za državljane Evropske unije približno 30 centov na dan. V Evropski uniji je trenutno 10 milijon kmetov, ki obdelujejo 39% površine Evropske unije, kar je skoraj polovica. V Evropski uniji pa je trenutno 447 milijonov potrošnikov, od tega jih 30% živi na podeželju. V prehranski verigi Evropske unije pa je trenutno zagotovljeno 40 milijonov delovnih mest. V pričakovanjih glede skupne kmetijske politike smo spregovorili z evropskim poslancem Francem Bogovičem. Izpostavil je, da Slovenija sicer nima tako intenzivnega kmetijstva in s tem povezanih obremenitev okolja kot Zahodna Evropa, ima pa druge težave povezane s slabšo organiziranostjo in manjšo konkurenčnostjo. Ker pa ima naše podeželje veliko potencialov in je naša hrana zelo kakovostna, spodbuja slovenske kmete naj zavzamejo aktivno vlogo pri novi kmetijski politiki in se oglasijo, ko opazijo, da določeni ukrepi niso izvedljivi v praksi. Pa poglejmo. Gospod Franc Bogovič, lepo pozdravljeni. Povejte za začetek, kako ste zadovoljni s tem, kar torej skupna kmetijska politika za obdobje 2023-2027 prinaša Sloveniji. Kakšni so torej vaši občutki glede tega? Skupna kmetijska politika je politika, ki jo Evropa izvaja že 60 let. Počasi se spreminja iz tistih časov, ko je bilo potrebno najprej prehraniti lačno Evropo preko razvoja podeželja. Prihaja vedno bolj v ospredje tretji steber, to je okolje. Tako da izzivov, ki jih imamo v kmetijstvu, je zelo veliko. Mi smo tudi sreči doma dopolnili program razvoja podeželja tudi z našimi sredstvi. Približno 400 milijonov je dodanih sredstev tudi iz nacionalnega proračuna. Tako da je sedaj v strateškem načrtu, ki začne z izvajanjem se v naslednjem letu, se pravi leto 2023, če le začnemo to perspektivo, na nek način kar precej sredstev, tako na eni strani za ta prvi del, ki so osnovna plačila po hektarju, kakor tudi ta okoljska komponenta in program razvoja podeželja. Tako da razumeti je treba trenutek, kam gremo, se pravi kmetijska politika gre v smer vedno večje trajnosti, zato bodo tudi novi ukrepi tudi v tej smeri. Vsekakor pa je osnovna poanta, osnovni namen kmetijske politike, da kmetje pridelajo hrano, ki je po eni strani dostopni ceni za potrošnike, po drugi strani pa tudi kmetje lahko od tega živijo. In to je zelo pomembna komponenta in tudi ta del je vključen v samo kmetijsko politiko. Torej še govoriva povsem laično, česa ob tem še se lahko nadejajo slovenski kmetje? Kot sem že dejal, prvo je ta osnovna podpora po hektarju, od tu naprej pridejo pa tudi sredstva za investicije. Kar se investicij tiče v programu razvoja podeželja, je precej povezano tudi z modernizacijo kmetijstva, tudi z digitalizacijo, z preciznim kmetijstvom, se pravi z metodami, ki tudi s pomočjo teh novih tehnologij olajšajo delo, na drugi strani pa tudi zagotovijo sledljivost, kajti v kmetijstvu je vedno bolj pomembno, da tudi potrošnik razume, kaj kmetje počno in da je prepričan v to, da je to pridelano na nek zdrav, pameten način. Ukrepi so tudi aktivne politike v boju proti podnebnim spremembam, kot so namakanje, protitočni sistemi in podobne stvari, s čimer se pravzaprav ubranimo tem spremembam, s katerimi se soočamo. Tudi so še drugi ukrepi povezani s povezovanjem. To je ena od pomembnih stvari, ki je v Sloveniji, mislim, tudi manjko v kmetijstvu, se pravi, da se skupni ukrepi za skupno trženje, za skupne predelovalne obrate, da se na ta način tudi doda
ta dodana vrednost, ki je velikokrat manjka v kmetijstvu in da to ne dela vsak zase, ampak da je racionalno, da naredijo skupaj in potem tudi skupaj nastopajo na trgu. Če primerjate slovensko kmetijstvo s tem, kar vidimo po Evropi, kako modernizirani smo? Glejte, specifika evropskega kmetijstva je, da so zelo velike razlike. Na eni strani imamo severozahodni del Evrope, kjer je ta intenzivnost največja. Tu govorimo o Nizozemski, Danski, Severni Nemčiji, tudi Belgiji, Franciji. Recimo v Nizozemski imate obremenitev 6 GVŽ na hektar v določeni regiji, se pravi ogromno govedoreje, prašičereje, uvoza krme preko Atlantika, posledično tudi zelo veliko okoljskih problemov in z onesnaženjem voda, tudi z prevelikimi zalogami fosforja celo v tleh. To ni primer pri nas. Pri nas je na drugi strani problem pa v tej intenzivnosti oziroma v konkurenčnosti našega kmetijstva, sled tudi majhnih kmetij, slabše organiziranosti. Zdaj naša priložnost, jaz trdim, da je zagotovo v tem, da imamo primerjalno zelo kvalitetno hrano, s katero lahko prepričamo tudi slehernega, na eni strani je Slovenca, ki mislim, da bi tudi morali bolj posegati po slovenski hrani in imeti ta privilegij, da jemo to zdravo hrano, hkrati pa je lahko hrana tudi priložnost v naši turistični ponudbi, v neki destinacijski ponudbi naravnih kulturnih vrednot, po drugi strani hrane, pijače. Tako da v eni taki kombinaciji bo potrebno iskati priložnost za slovenske kmete. Eden od poudarkov, ki je tudi povezan s temi priložnostmi, je poudarek za mlade kmete. Tem je namenjeno v tej finančni perspektivi več sredstev in pri njih je običajno tudi velikokrat moč najti te inovativne projekte, inovativne pristope trženja. Sam zelo intenzivno sodelujem z Zvezo slovenske podeželske mladine. V naslednjem tednu bo tu kongres mladih kmetov in v tem parlamentu so se že predstavili kmetje, kot je Igor Paldov, Bijeko iz Prekmurja, potem Gregor Slavc iz Ilirske Bistrice, Toni Kukenberger iz Trebnega. Vsi imajo, nekdo ekosirarne, nekdo proizvodno sladoleda, trženje na kmetiji, poučevanje mladih okoli kmetijstva. Tako da v tej diverzifikaciji in ker nimamo dovolj njivskih površin, ker nimamo dovolj kmetijskih površin, moramo biti bolj iznajdljivi in za nekimi dodatki in dodano vrednostjo ohraniti tudi primerljiv zaslužek na kmetiji. Kar je del tudi te kmetijske politike, pa tudi kohezijske politike, je tudi ta holističen pristop do razvoja podeželja, se pravi, da na podeželju poleg kmetijstva, gozdarstva razvijamo še druge stvari, se pravi drobno gospodarstvo, mobilnost na podeželju, energetika na podeželju, skrb za starejše na podeželju. Sam zaokrožujem to v tem konceptu pametnih vasi in tudi za te dejavnosti na podeželju je moč pridobiti sredstva, za katera ni nujno, da vedno posegamo v program razvoja podeželja oziroma v ta kmetijski denar, ampak je tudi cilj in koncept teh pametnih vasi je to, da pridobimo sredstva še iz regionalnega sklada, socialnega sklada in da na ta način zagotovimo primerne pogoje za bivanje in delo na podeželju. Sami ste zdaj omenili pametne vasi. Kaj recimo pametne vasi prinašajo konkretno mogoče kmetom? Tudi Evropska komisija je pripravila sporočilo o dolgoročni viziji razvoja podeželja do 2040. Hrvaška komisarka gospoda Dubravka Šuica je odgovorna za to poročilo, sam sem poročevalec za Evropsko ljudsko stranko in to je v bistvu zajeto to, kar vključujemo v te pametne vasi. Se pravi celovit pristop do podeželja in na nek način tudi zagotovitev kvalitetne infrastrukture najprej, od te osnovne cestnih povezav do vode, okoljska infrastruktura z vidika odpadnih voda, ravnanje s smeti, do vključno, kar je v zadnjem času tudi kvalitetnih širokopasovnih povezav, ki omogočajo na eni strani delo nadaljavo, šolo nadaljavo in skupaj z ostalimi priložnostmi in pa vejami gospodarstva in novimi izzivi, kot je na primer skrb za starejše. Vse to je na nek način zajeto v tem konceptu in to prinaša v bistvu to osnovno sporočilo, da če želimo imeti poseljeno podeželje, mora to postati na nek način tudi javna politika za razvoj podeželja.
Kajti trendi so v svetu takšni, da se dogaja velika urbanizacija. Napovedi so, da bo do 2050 živelo 70% ljudi v teh metropolitanskih regijah. To pomeni od 500 tisoč ljudi naprej. Sam mislim, da to ne zagotavlja kvaliteta življenja. Povzroča cela vrsta urbanih problemov, na drugi strani tudi ruralne probleme podeželske, ko ljudje se mladi selijo v ta mesta. Zato mislim, da je ta logika, ki jo v Sloveniji sledimo že od 70 let, ko smo začeli govoriti o policentričnem razvoju, da je to tista logika, ki na dolgi rok zagotavlja na eni strani, če hočejo kmetijstvo, to trajnostno kmetijstvo, se pravi, da imamo ljudi na podeželju, da ljudje to z veseljem tudi delajo, po drugi strani pa te gospodarske aktivnosti na podeželju, ki zagotavljajo bivalne pogoje, ki zagotavljajo delovno mesto in s tem tudi kvaliteto življenja. In recimo, sam lahko mirno rečem, zdaj po dobrih 8 letih že tu bivanja v Bruslju, nikoli ne bi zamenjal bruselsko življenje za življenje ali v moji Koprivnici ali pa tudi v vašem Pomurju, Prekmurju, ki ga zelo dobro poznam. No, ker ste v stiku tako z Brusljem, poznate dobro, pa tudi za slovenskimi kmeti, tudi sami obdelujete zemljo. Povejte, se slovenski kmetje zavedajo, kaj Evropa dela za njih? Razumejo to, spremljajo to situacijo? Glejte, jaz mislim, da se predvsem v zadnjem času dogajajo neki predlogi in prihajajo na mizo, ki upravičeno vzbujajo neko skrb, in ta zaskrbljenost je tudi med slovenskimi kmeti. V okviru tega krovnega koncepta razvojnega zelenega dogovora, kjer imamo en steber pripravljen na 55, ki gre predvsem v energetiko, drugi steber je povezan z ravnanjem z odpadki, tretji od vil do vilic pa je povezan s kmetijstvom. In tu tudi za moje pojme prihajajo na mizo neki predlogi, ki so nerealni. Nerealni oziroma ne upoštevajo nekega normalnega razvoja, ki gre v pravo smer. Se pravi, da bom zelo konkreten. To je predlog, da bi, do leta 2030 za 50% zmanjšali uporabo pesticidov, na drugi strani pa ni narejenega niti presoje, kaj bo to pomenilo za prehransko varnost, na drugi strani ni možnosti alternativ, se pravi, da bi prihajali novi pripravki na trg, ki bi bili okolju prijaznejši, ker so procedure zelo dolge, zelo se zapleta tudi pri žlahtnenju, pri novih genetskih tehnikah, ki na nek način so sorte prilagojene na spremenjene okoliščine, bolj odporne na bolezni in podobno. Zato generalno je to prava smer, gremo v tej smeri, je pa potrebno dogovoriti, na kakšen način in s kakšnim tempom. Takšna uredba, ki je prišla zdaj na mizo, ki bi praktično prepovedala uporabo pesticidov na 51% slovenske kmetijske zemlje, je za nas nesprejemljiva. In zato mislim, da je prav, da kmetje spremljajo, da so glasni, da tudi povedo, kajti včasih je njihov glas kar malce sramežljiv. Mnogi drugi, ki manj vedo o kmetijstvu, dosti več govorijo o kmetijstvu kot kmetje sami, zato jih tudi sam spodbujam, da spremljajo pozorno, da odgovorijo na te izzive, da tudi povedo iz prakse, iz izkušenj, kaj to pomeni. Sam, kot ste dejali, sem sadjar, proizvajam jabolka in recimo, če bi takšna uredba, kot je bila zdaj predlagana, dana na mizo, bi za 33% slovenskega sadjarstva, ki se nahaja na teh tako imenovanih občutljivih površinah, bilo praktično neka obsodba na sekanje nasadov. Kajti, če ti lahko, v zelenjadarstvu, v poljedelstvu s kolobarjem iz leta v leto prilagajaš tehnologije, nekdo, ki je posadil vinograd, tudi tam bi tretjina vinogradov bilo na teh občutljivih površinah, enostavno ali imaš sorto, ki je odporna recimo na peronosporoidi, ali je pa nimaš. In če je nimaš, ne boš mogel enostavno prenehati za uporabo pesticidov. Lahko greš v smeri boljše prognostike, se pravi, da res se manj škropi, da se škropi v primernem času, da prihajajo na trg pripravki, ki so manj obremenjujoči za okolje in da s tem rešujemo te probleme, kajti uporaba pesticidov je podobno kot uporaba zdravil. Mi tudi jemljemo zdravila, če vzameš 10 zdravil, se znajdeš v bolnišnici in če imaš srečo pri živišču, tudi umreš. Podobno lahko pri pesticidih, ampak to se tudi je zelo spremenilo, je šlo v smer, sam sem tudi leta 90 ustanovil podjetje in smo prodajali pesticide, točno vem, kakšna je sprememba. Mi imamo danes več kot pol manjšo porabo, kot smo imeli takrat. Tako da ni res, da se ni nič zgodilo, zelo veliko se je zgodilo, gremo v pravo smer, vendar pa mora biti to usklajeno na nek način tudi z tem, kaj se na trgu nahaja in da na nek način tudi ni preveč zakomplicirano. Recimo, ko se me vpraša, kmetje spremljajo, se
se bojijo tega, kar v tej uredbi piše, da bi vsako, če popoldan, ne vem, uporabljaš pesticid, bi zvečer to moral javiti v nek centralni register, se pravi vpisati, tudi obrazložiti, zakaj si uporabil pesticide, zakaj nisi uporabil kakšnih drugih tehnik, in to je tudi z vidika teh birokratskih obremenitev bistveno prehudo, kajti tega je že danes veliko, če bi šlo pa v to smer, se bojim, da bi v takšnem kmetijstvu, kot je slovensko, ki je, kot sem že delal, zaznamovano z malimi kmetijami, 7 hektarjev je naše povprečje, samo 6% je mladih kmetov izpod 35 let, in tisti kmetje, ki so, ne vem, proti koncu svoje poklicne kariere, mislim, da bi se zelo na hitro odločili za opuščanje kmetovanja, če bi nekdo mu praktično vsak dan stal za vratom, kaj počne. In na konec koncev ni v redu, da smo ustvarili neko klimo, vzdušje v družbi, kot da so kmetje tisti, ki bodo, ne vem, zastropili ljudi, zastropili naravo. Obratno. Kmetom se lahko zahvalimo zato, da imamo takšno krajino, da pridejo turisti k nam, da jemo zdravo hrano. Evropska hrana je globalno gledano najbolj zdrava hrana, slovenska znotraj tega, sled manjše intenzivnosti, še toliko bolj, in mislim, da smo lahko na to ponosni, da moramo to tudi komunicirati s potrošniki, da se bolje razumemo in da enostavno zagotovimo to prehransko varnost, kar pomeni, da bomo na eni strani pridelali dovolj hrane in da bo tudi cena takšna, da bo povprečen potrošnik lahko kupil. Mogoče še na kratko v luči tega, kako pomembni se vam torej zdijo projekti za informiranje, za obveščanje o skupni kmetijski politiki. Tudi Zdravje v naših rokah je eden takšnih projektov, trenutno ga izvajamo na TV Ideja. Zagotovo zelo pomembno. Mislim, da se o tem, kaj pomeni Evropska unija, premalo govori. Velikokrat jemljemo stvari kot samo po sebi umevne, pa se zgodijo zato, ker je nekdo si to zamislil, ker nekdo to izvaja. Ne vem, pa če gremo od tega, ne vem, da ste pripotovala v Bruselj brez, pač, da je prost pretok ljudi, da imamo valuto, ki je skupna, da, ne vem, lahko tudi kmetijske proizvode in ostalo mirno izvažamo širom po Evropi in tudi kot evropska znamka širom po sveti. Zato mislim, da je zelo pomembno, da o tem zelo veliko govorimo. In ni dovolj samo to, da to govorimo, ampak da smo aktivni v tej smeri, da se postavimo kreatorja te politike. Kajti to je naša politika in to je politika, ki je za nas narejena in mi jo ustvarjamo. In tu včasih tudi pogrešam več proaktivnosti s slovenske strani, da enostavno se v času nastajanja nekih politik tudi aktivno vključimo in tudi povemo, kaj to pomeni za nas in da resnično sprejmemo uredbe, direktive, ki jih je možno izvajati in ki so tudi za nas pozitivne. Tako da, ja, jaz mislim, da je Evropska unija kljub vsem številnim težavam, ki so okoli nas, na nek način rešitev za 2-milijonski narod, da lahko eksistira kot samostojna država, kot samostojni brez takšne povezave, mislim, da bi imeli bistveno več problemov, predvsem na polju ekonomije, ker bi s tem prostim trgom tudi v bistvu mi veliko profitiramo. Naša pa je naloga, da nismo zgolj sledilci, ampak da ustvarjamo to politiko in da igramo na tem področju aktivno vlogo. Ko sva prej govorila o pametnih veseh, mi tu v Evropskem parlamentu radi rečemo, sem oče tega koncepta. In da se narediti, ni važno, tudi če si iz manjše države, imeti mož dobro idejo, biti prepričan v to, kar počneš, navdušiti še ostale in zaznati neke probleme, ki se v družbi nahajajo. In tu mislim pa, da je mogoče v tem trenutku, ko imamo svet, kjer noben dogovor več ne velja, ker ne velja več niti človek nič ne pomeni, se masovno ubijajo na frontah danes v Ukrajini, kjer se tudi na tej Ukrajini nihče več ne misli o okolju, ampak kdo bo koga še uničil, da je potrebno, da zaznamo, da nismo naivni, da živimo v svetu, ki je zelo izzivalen, da tudi globalno gledano nimaš nekih prijateljev zavedno, ki bi sodelovali s tabo, ampak da smo v neki tekmi in temu primerno je potrebno tudi to našo zakonodajo prilagaja tudi tem razmerom, ki so okoli nas. So zelo izzivalne, še enkrat več pa ne znam si pa predstavljati, kako bi se teh problemov mi lotevali, če ne bi bili v EU-ju in bi morali kot 2-milijonska država sami to upravljati. In če želimo videti, kam lahko tudi pride, nam ni treba iti daleč. Gremo malce proti Bosni, Srbiji, Črne gori in vidimo, kjer je pravzaprav bistveno manjši napredek. Na nek način lahko, ker odgovorno rečem, včasih tudi ker je tak kaos v državi in nobene prave perspektive. Mladi gredo iz teh držav ven, kar
Je tudi pri nas primer, vendar mi imamo pozitivno bilanco prebivalstva, kar je po koncu koncev s tem pogojeno. Tako da se vam zahvaljujem za to, da to delo upravljate in da na nek način tudi Slovence in Slovenke pobližje zvedo, kaj mi počnemo in čemu je Evropska unija pravzaprav namenjena. Najlepša hvala. Tako torej v skupni kmetijski politiki Evropske unije razmišlja evropski poslanec Franc Bogovič. V drugem delu oddaje vam bomo predstavili, kdaj je Evropska unija pravzaprav pričela razmišljati o skupni kmetijski politiki in kaj so že več kot pol stoletja njeni ključni temelji. Tudi Slovenija si na ta način zagotavlja dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja. Več pa v naslednjem sklopu oddaje. Skupno kmetijsko politiko je leta 1962 vzpostavilo 6 ustanovnih držav Evropske skupnosti z namenom, da ljudem omogoči dobro in cenovno dostopno hrano, da zagotovi primeren življenjski standard kmetov ter ohrani naravne vire in zdravo okolje. Danes je cilj ukrepiti tudi konkurenčnost in trajnost kmetijstva, saj se nova politika odziva na gospodarske, okoljske in podnebne vplive, s katerimi se danes sooča Evropa. Na nihanje v agroživilskem sektorju vpliva veliko različnih dejavnikov. V zadnjem času sta covid kriza in ruska agresija na Ukrajino pokazali, da tveganje za pomanjkanje hrane znotraj Evropske unije še zmeraj obstaja. Na finančni položaj kmetov trenutno zelo neugodno vplivajo tudi visoki stroški surovin, kot so gorivo in gnojila, ki naraščajo bistveno hitreje od odkupnih cen. Zato je skupna kmetijska politika predvidela določena pravila, ki urejajo skupni trg in nudijo podporo posameznim sektorjem. V primeru krize se tako vzpostavi mehanizem usklajevanja, s katerim lahko Evropska komisija, države članice in proizvajalci hrane zagotovijo, da preskrba s hrano ostane varna. Evropska komisija je oktobra lani potrdila tudi strateški načrt skupne kmetijske politike za Slovenijo. Naša država ima tako na voljo 1,8 milijarde evrov, ki jih bo razporedila med oba stebra, pri čemer je sama iz nacionalnega proračuna prispevala 400 milijonov. Slovenija je zanimiv primer znotraj Evropske unije, saj približno enako denarja namenja za oba stebra. Ves čas trajanja pogajanj pa je opozarjala na pomen razvoja podeželja, zato je v končnici pogajanj uspešno pridobila nekaj dodatnih sredstev. Neposredna plačila kmetom zagotavljajo stabilnost dohodkov ter jih nagrajujejo za okolju prijazno kmetovanje, za kar običajni trgi ne plačujejo. Temeljijo na velikosti kmetije v hektarjih in ne od količine pridelane hrane. Vse države članice Evropske unije morajo zagotoviti osnovno plačilo, plačilo za trajnostne načine kmetovanja in plačilo za mlade kmete. Poleg tega lahko države Evropske unije ponudijo druga plačila za posebne sektorje ali vrste kmetovanja. To so posebne sheme za pomoč malim in srednjim kmetijam, mladim kmetom in kmetom na območjih z naravnimi omejitvami in sektorjem v težavah. Drugi steber, kot rečemo, predvideva razvoj podeželja. Veliko evropskih kmetov živi na prikrajšanih in oddaljenih območjih, kjer je bruto domači proizvod na prebivalca precej nižji od evropskega povprečja. Skupna kmetijska politika skrbi za celovit razvoj podeželja in s svojim naborom ukrepov zagotavlja, da ta področja ostanejo poseljena. Kako ta politika vpliva na razvoj in kakovost podeželja, vidimo že na primeru sosednje Avstrije, ki je veliko prej stopila v Evropsko unijo. Ključna metoda za doseganje teh ciljev se imenuje LEADER. Pri tej metodi naj bi lokalne akcijske skupine in organizacije usmerjale svojo energijo in vire v razvoj svoje pokrajine in skupnosti, torej od spodaj navzgor. Še zmeraj pa je aktualen koncept pametnih vasi, ki se osredotoča na koriščenje največjega potencialnega podeželja, torej ljudi. Ko govorimo o novi skupni kmetijski politiki, ne moremo mimo Evropskega zelenega dogovora, ki je v središču prizadevanj Ursule von der Leyen in je močno vplival na pripravo novega strateškega načrta. Evropski zeleni dogovor je sveženj političnih pobud, ki naj bi Evropsko unijo usmerjale proti zelenemu prehodu in jo do leta 2050 pripeljale do končnega cilja podnebnih nevtralnosti. Strateški načrt za programsko obdobje 2023-2027 je bil sprejet decembra lani in se je začel izvajati 1. januarja letos. Good news today on the new Common Agricultural Policy. All 28 strategic plans have been approved and this marks the start of the new CAP on the 1st of January 2023. In terms of funding, 264 billion euros will support European farmers in the transition towards a sustainable and resilient agricultural sector and help preserve the vitality and the diversity of the rural areas.
In relation to co-financing and complementary national funding, the total budget dedicated to farmers and rural communities will amount to 307 billion euros for the 2023-2027 period. The new CAP will be fairer. All strategic plans support viable farm income and resilience of the agricultural sector as a key objective. Member States are also required to demonstrate higher green ambitions in their CAP plans, and this will result in the most ambitious CAP ever from an environmental and climate perspective. Finally, the CAP will invest in social and economic fabric of EU rural areas with specific support to young farmers. You will find more information in our daily news and press release. Eden od ključnih ukrepov v okviru Evropskega zelenega dogovora je strategija od vilic do vilic, ki namerava sedanji prehranski model Evropske unije preusmeriti v trajnostni model. Strategija med drugim predvideva tudi prepolovitev uporabe pesticidov in gnojil, več površin za ekološko kmetovanje ter izboljšanje dobrobiti živali. Ekološka pridelava naj bi tako do leta 2030 dosegla 25% rabe kmetijskih zemljišč v Evropski uniji. Tudi Slovenija si je tu zastavila zelo ambiciozen cilj. Do leta 2027 želi v ekološko kmetovanje vključiti vsaj 18% površin. Varovanje okolja in zemeljskih virov sta bistvena za ohranjanje proizvodnje hrane ter za zagotavljanje naše kakovosti življenja. Zeleni prehod v kmetijstvo je nujen, saj brez stabilnih in odpornih ekosistemov tvegamo nastanek še večje nestabilnosti sistema in izpad pridelkov v prihodnosti. Nujno je poskrbeti za biotsko raznovrstnost in ohranjanje ekosistemov, ki zagotavljajo opraševanje, preprečevanje erozije ter čistilno sposobnost tal in voda. Poseben poudarek je namenjen pridelavi hrane z višjo dodano vrednostjo, zlasti ekološki pridelavi in predelavi ter drugim proizvodom iz vsem kakovosti. Slovenija si je zadala ambiciozen cilj, da se do leta 2027 v ekološko kmetovanje vključi vsaj 18% površin, zato so temu prilagojeni tudi vsi ukrepi. Ukrepi za reševanje okoljsko-podnebnih izzivov so najbolj ambiciozni doslej in so odraz dolgotrajnega in zahtevnega dialoga med vsemi ključnimi partnerji, tako predstavniki kmetijskih, okoljskih in naravovarstvenih organizacij ter Evropske komisije. Usmerjeni so v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Uspešnega razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja ni brez učinkovitega prenosa znanja in inovacij ter uvajanja digitalizacije. Tkivo podeželja so ljudje, zato daje skupna kmetijska politika velik poudarek na spodbudah za mlade ljudi, da se aktivno vključujejo v kmetijske dejavnosti. Mladi so tisti, na katerih moramo graditi prihodnost našega kmetijstva, zato je treba poklicu kmeta dati ugled v družbi, mladim pa na podeželju omogočiti ustrezno kakovost življenja. Za mlade kmetovalce je zelo pomembna podpora v obliki neposrednih nepovratnih sredstev ali posojil, ki se lahko uporabijo za zagon kmetovanja in začetek razvojnih projektov. Slovenija odstopa od povprečja Evropske unije, saj je le 4,6% kmetov mlajših od 35 let, medtem ko evropsko povprečje znaša 6%. Pri pripravi strateškega načrta je Slovenija sledila krovnim ciljem skupne kmetijske politike, kot jih določa evropska zakonodaja. Konkurenčnost in odpornost kmetijskega sektorja, varstvo narave, okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja. Močna prioriteta v strateškem načrtu so mladi kmetje, ki jim bo omogočen zagon in modernizacija kmetij za izboljšanje njihovega dohodkovnega položaja, s čimer si Slovenija prizadeva za generacijsko prenovo slovenskega kmetijstva. S kolektivnimi naložbami in drugimi spodbudami poslovnega povezovanja so oblikovani vzvodi za zagotavljanje stabilne preskrbe z varno in kakovostno hrano, razvoj lokalnih dobavnih verig, povezovanje akterjev znotraj agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmeta. In ne nazadnje, zelo pomembna je tudi digitalizacija kmetijstva in podeželja z namenom, da bi bil sektor učinkovitejši in bolj konkurenčen. Digitalizacija, tehnološke inovacije in raziskave lahko pomagajo pri izzivih, kot so prehranska varnost, dobro počutje živali in energetska učinkovitost. Spodbujale se bo razvojne mreže deležnikov v sistemu AKIS, demonstracijske projekte, specializirana svetovanja in usposabljanja,
Zato se bodo sredstva tukaj povečala za kar 90% glede na preteklo obdobje. Strateški načrt je usklajen z vsemi resornimi ministrstvi in rezultat tega usklajevanja je povišanje sredstev za obnovljive vire energije ter bolj jasna opredelitev tega področja in povečanje površin, ki bodo podprti skozi intervencije Natura 2000. Bolj jasno so opredeljena tudi področja varovanja tal, dopolnjene so tudi vsebine glede varovanja voda, posebej je opredeljena podpora za ekološke čebelarje, umaknjena pa je intervencija za kompostiranje hmeljevine. Slovenski strokovnjaki so pri pripravi strateškega načrta sledili tako evropskim priporočilom in strategijam, kot tudi domačim potrebam. No, izhajali pa so iz trenutnega stanja, upoštevali pa naravne in strukturne danosti ter pričakovanja potrošnika, zato ima javnost od tega načrta upravičeno visoka pričakovanja. Rezultati te politike pa bodo odvisni tudi od tega, koliko bomo koncept o zdravem načinu življenja in varni domači prehrani ponotranjili vsi potrošniki. Ne pozabimo pa torej, da je zdravje v naših rokah.